nastanka večerovega piknika. Ne glede na lokacijo, tudi danes tukaj vam vreme ni prizanašalo. No, jaz pa mislim, da smo lahko veseli, da je bilo tako sončno, kot je bilo, sicer je bilo res vroče in sem v bistvu navdušena nad ljudmi, da so takole ostali toliko časa in bili pripravljeni stati na soncu. Res lepo in nepozabno. Sicer, če bo naš bilo zdaj, ne bi se dali. Kako ste se danes počutili? Kako hranite energijo za tako energično Nisem imela še težav, upam, da tudi ostane tako, brez težav. Smo pa res ena krasna ekipa, tudi vsi ti ljudje, ki delajo skupaj z mano, moja skupina Avantura, pa Lazar Ozumeta, tudi član naše ekipe in tako radi to delamo, uživamo, noč nam ni težko, imamo krasen program in potem to pač kroži ena super energija, pa ljudje jo dajo, pa mi njim, pa gre na vse strani. Se enamorate mi, donde están y vivir, con las noches se cree, y tu vida vos cree. Kaj pa si ti to narisala? Sovico. Sovico, a res, kdo pa je Sovica? Kaj je Sovica Čuklu? Ja, ljubica. Izpij doma za tvoje pisem dobri guš, izpij za mojem tebi, ki mi daješ moč. Podalec stran smo sami, tudi so ti, se spomni na deželo in lovim se vse. Najvišja si za mi. O, še večerko je šel v vlade, bravo večerko! Pobedje svoj pot, dokler se bo strah. Tam lahki tiho pride svoj pot, me čakal bo za manj. Da bomo plavali kukr, ribce, žabce ali pa kit, mi gremo pa na morje, doma bomo pustili rokavčke, šlavke, sam kopalke bomo še rabili. Spoštovane gospe in gospodje, drage bralke in bralci Večera v skokah na tradicionalnem finalu sezone, poletne sezone, počitniške sezone, ki jo Večer že dolga leta kot eno izmed svojih blagovnih znamk in tradicionalnih prireditev organizira vsako leto. Izjemno smo veseli, izjemno lepo vas je videti v takšnem številu, toliko veselih obrazov, toliko nasmejanih obrazov, toliko sproščenih ljudi dobre volje, da ste se zbrali tukaj v skokah, da imamo, da danes preživimo en lep dan, lepo poldan in čaka nas do konca tega dneva še kar nekaj dobrih stvari. Zdaj pa dovolj teh škratovščin, zdaj pa eno resno vprašanje. A vi radi hamsate? Mislim, jeste, papcate, žerkate se, pašete si, polnite želočke in usta. No, kaj imate najraje, ha? Kaj? Kaj pa žgance? A pa ene žganke z mlekom mega? A pa domačo kislo bujto repo s pereci pa folat gibance, ha? Oštja, ene njoke in ujoto alora, ha? Ali pa koroška skuta s kislim kruhom pa čebula, ali? A pa dolenski mateuš z rdečim zeljem. Če, povedz, ko bi ti kislo župo jel? Ej, sorči stara, a ti raje en ljubljanski zrezek, po vegansko, Ali pa ne, vi raje greste na Dunaj, na en Wiener Schnitzel v Apfelstrudel, ne? Ali pa v Italijo, na una pizza quattro stagioni, spaghetti e sole mio. Ali se pa raje naredite francoze, pa imate radi frappé soufflé chocolate. Zdaj, naši bralci so pač mešani generacij, tako kot vaši poslušalci, tako da nekako dobitna kombinacija, ne? Vsi so bili tukaj od mladega do starega, vas je poslušali. Ja, to pa sploh lepo, zato ker se mi zdi, da takole, ko vidiš dol iz odra, da so vse generacije zbrane, ne? To je potem res uspešen dogodek in to nekaj pove, ne?
in da takole vstanejo in res družine in otročki, krasno. Vsej namen glasbe je ta, to sem že večkrat povedala, da nas združuje, da nas zbližuje, da tle ni nekih meja, ne? In da nas pač čim več spravi skupaj, da se imamo lepo, pa da ustvarjamo nove lepe spomine. Brez vas seveda večera ni. Bralci in bralke večera, naročnice in naročniki večera, tisti, ki obiskujete naše spletne strani, ste naši najmočnejši zavezniki. Srečujemo se na najrazličnejših dogodkih, na tiskovnih konferencah, shodih, na protestih in še marsikje. In dobro je, da se kdaj srečamo tudi za šankom, da se srečamo pred odrom in da se srečamo kjer smo vsi predvsem in samo dobre volje. Danes mogoče ni čas za neke ful resne govore, ampak vseeno bi vam se želel zahvaliti v imenu medijske hiše Večer za to, da ste z nami in predvsem, da nas podpirate. Predvsem pa je pomembno v času informacijskega kaosa, ko na vsakem milimetru dobite nešteto informacij, da veste, da se na Večer lahko zanesete in da vse, kar piše v Večerovih edicijah, drži. Prej, ko smo bili vedno pod Pohorjem, je bilo tudi vedno super, ampak moje mnenje tukaj je boljše. Zakaj? Zato, ker me pač ful letala zanima in to, kar sem danes tu videl malo, pa ta program, res super zadevica, dosti ljudi, vreme, super, idealka, mogoče malo prevroče, ampak vse je tisto vročino nekako z pijačo, a ja, zdaj nimam več, je treba naročiti novo, nekako potešimo to pijačo in mislim, to vročino, da potešimo s pijačo in je zadeva rešena, ne? Šukeci so mi odšli, Tanja mi je tudi zgleda odšla, ne? Ni še, Tanja še le pride. Še pride, Ravno pravi čas ste. Pa mu jo počakala. Tebe je treba videti. Nisem še se prešitala vse v Večeru. Tako da kaj, do Čevapov še tudi niste prišli? Ni še tudi, ne. Ne? Zdaj smo še komaj, koliko smo tu, četrt ure, dobre. Večerov piknik pa tudi ste prvič ali ste že bili? Sem že večkrat bil. Zdaj ta nova lokacija vam je všeč? Mislim, da je malo bolj se ponaskana, s tem, ker tu se pač nekaj dogaja. Koliko let nas že kaj berete? 35 let, ne? In v tisku ali na spletu? Imamo kar poštara našega, pa kot prinese. Sveže Večer. Se kaj premetava? Ste lahko kaj sami rekli, kam nas naj pelje? Ste se zmenili? Ne, jaz sem ga vprašal, ampak potem mi nič ni govoril, ker je imel komentarje z svojo lično linijo. Tako da tega ni bilo... Ampak pod sabo ste pa prepoznali, kje letite? Kje ste bili, kaj ste videli? Bil v Mariborski otok, se pravi, ne. Več ali manj celi Maribor. Videl se je Europark, ono, drugo, tretjo, tam, kjer delamo, ono... Ne, prepoznal sem glavno vse. Boste tudi zaplesali danes? To pa ne. Že prestave za ples. Še noga me boli. Ampak vreme pa vseeno, ne glede na to, da je vroče, boljše to, kot pa da bi deževalo, ne? Ja, to pa je res, ja, to imate prav. Glavni magnet je bil danes v prvi vrsti druženje z dobrimi ljudmi, tu okrog so. Potem definitivno, tako sem že prej rekel, letala, to mene ful, pa seveda Tanja Žagar. Za konec mi povejte, nekako z temi številnimi nastopi veliko časa za branje verjetno nimate, sedaj se bo to kaj spremenilo, boste kaj več brali? Jaz pa kar berem. Ja, kar berem, sploh takole poleti. Zelo rada berem, ena taka knjiga, ki bi jo priporočala, je Muzej nedolžnosti. Orhan Pamuk, to mi je zelo ostalo v spominu, pa recimo Tek za zmajem. Potem sem zdaj brala Kako že podi, kamor te vodi srce, nekaj v tem smislu, eno tako romantiko. Tako, no, različne, tudi kriminalke, celotem pa tako. Tako da sem jaz za branje. Kar najdem čas, no. Pa za dnevne medije, za časnike? Ja, jaz sem takoj na knjige. Ja, tudi to. Tudi to malo preberem, kaj je novega na sceni, pa tu, pa tam, tako da sem kar na tekočem z vsem. Ne moram sicer ves čas samo to početi, ker je še ogromno drugih stvari, ampak toliko, da pa približno vem, kako svet stoji, no tu pa ja.